Živijo in dobrodošli na novem Red Orbit webinarju. Danes malenko zamujamo, nalagali smo zadnjo prezentacijo naše današnje gosti, da bomo lahko delili oziroma da bo naše gosti lahko delili še nekaj novih ugotovitev in malce več informacij z vami. Epidemija je konec, saj tako pravi vlada, čas izgleda, da za zabavo, proslavo, čas je, da se naše življenje vrne v normalne tirnice, ampak ali je to res? Ta epidemija, ki smo jo doživljali zadnje dva meseca in pol, verjetno ni bila zadnja, v zadnjih 10-15 letih je po svetu divjalo kar nekaj epidemij, ki so vplivali tako na lokalno, kot tudi svetovno gospodarstvo. In tako, kot sem rekel, pričakovati je, da bo tega v prihodnosti še več. Se pravi, česa se lahko naučimo od teh preteklih epidemij, kakšne vzporednice lahko potegnemo, kako so epidemije v preteklosti in kako bo tudi ta epidemija vplivala na našo družbeno življenje, in pa seveda naše gospodarstvo. Vsem tem se bomo danes pogovarjali z profesor doktorico Zvonko Zupanič-Slavec. On je zdravnica, specializirana za medicinsko humanistiko in zgodovino medicine. Tudi redna profesorica na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnica Inštituta za zgodovino medicine na tej fakulteti. Pozdravljen, gospa Zvonka. Lepo pozdravljeni. Mislim, da danes čaka res odličen pogovor. Mogoče preden skočiva v vašo prezentacijo, imam jaz eno tako, mogoče malo provokativno vprašanje. Se pravi, trgovine so odprte, restauracije so odprte, javni prevoz deluje, na Hrvaško gremo skoraj loži na počitnice. Vlada je priklicala epidemijo. Pa je ta epidemija res po vaše premagana? Seveda je to malo provokativno vprašanje. Jaz sem vesela, ker ste me povabili in ker lahko z vami govorim tudi kot zdravnica in tudi kot nekdo, ki zna skozi zgodovino človeštva gledati na epidemije. Epidemije imajo svoje zakonitosti, četudi imamo zdaj čisto novo bolezen, na katero ni nihče imun in s katero se bo moral vsak izmed nas srečati, da bo lahko pač pred njo varen, če bo puščala trajno imunost. Ampak mi pri tem se moramo zavedati tega, da je to bolezen, ki jo lahko obvladujemo skupaj tudi z življenjem, če pri tem upoštevamo pač temeljna navodila, napotke, ki smo jih dobili, da ščitimo drug drugega, da mi s svojimi zaščitnimi ukrepi ščitimo druge in drugi z upoštevanjem svojih zaščitnih ukrepov ščitijo nas. To je temelj te epidemije, je pač zelo posebna, je kapljično prenosljiva, kar pomeni, da je pač v zraku. In nekaj, kar je v zraku, dihamo vsi. In ker je to respiratorna bolezen, ima sigurno čisto drugačne ukrepe, kot jih je recimo imel AIDS, HIV, če se spomnite, to je bila zadnja taka večja epidemija, ki se jo spomnimo, ampak je bila zelo, zelo drugačna, zato ker je bila spolno prenosljiva. In je seveda zelo majhno količino ljudi lahko prizadela in je bila prenosljiva preko krvi. Medtem ko ta zrak, to dihamo mi vsi. Rada bi bila tukaj zato, da sem spodbudna. Spodbudna, ampak trezno in racionalno spodbudna. Ta bolezen je tako zelo globalna, da je resnično ogrožujoča. In to pomeni, da če hočemo mi ohraniti svoje gospodarstvo čim bolj intaktno, moramo sprejeti pač to, da življenje ne bo več čisto enako, kot je bilo včeraj. Ne more biti. Zato, ker bolezen je posledica globalizacije, je posledica izjemne množičnosti vsega, torej mednarodne blagovne izmenjave, trgovine, transporta, turizma, ki pač neko nevarno klico lahko prenesejo kamorkoli. In zato, če hočemo pač to vsaj približno zamejiti in preprečiti hujše katastrofe, pač moramo predvsem te ukrepe sprejemati, ki jih na vzhodu poznajo že dolgo časa. V vzhodu, tukaj mislim predvsem na Kitajsko, ker kot je lepo gospod Štalec povedal, je skozi zadnjih recimo 20 let, mogoče še malo več, se tam že ves čas pojavljajo večje epidemije, ptičje gripe, prašičje gripe, to so bile pač različne gripe, potem se je pa pojavil virus korona,
koronaviruse mi skozi pol stoletja poznamo in v glavnem predstavljajo v medicini tiste, ki povzročajo prehladne bolezni, ampak ta je pa postal zelo predvsem kužen in tudi virulenten. Po teh lastnostih je pa najbolj podoben zadnji veliki epidemiji, ki smo jo doživeli. To je bila epidemija španske gripe leta 1918-19 ob koncu Prve svetovne vojne, ki se je na enak množičen in drastičen način širila. In sicer je leto dni tekla, v 3 valovih je tekla, od katerih je bil ta srednji najtežji in je ta srednji drugi val v približno slabih 3 mesecih pobil skoraj 50 milijonov ljudi. Skupno je bilo žrtev od 50 do 100 milijonov ljudi. In če pri tem razmišljamo, da je takrat živelo 1,5 milijarde ljudi, je bilo 500 milijonov ljudi okuženih in od tega jih je do 100 milijonov umrlo. Tako da gre res za strašno epidemijo, ki je bila tudi pač spet kapljična. Gre za kapljične bolezni. Torej, če se še enkrat vrnem k tistemu, zakaj je pravzaprav danes ta bolezen tako nevarna? Nevarna je zaradi našega globaliziranega načina življenja. Nevarna je zato, ker človek tudi, bom rekla, vse bolj prodira v gozdove, v okolja, kjer sicer živali bi naj živele v svojem miru, a ne? In tako recimo so tudi ti koronavirusi, ki prihajajo iz živalskega sveta, prihajajo iz netopirjev, preskočili na najprej neko domačo žival, recimo na Bližnjem vzhodu na kamele, ne? Medtem ko tukaj pa, zdaj, a je bil to pangolin ali katera druga žival, ne vemo čisto točno, a ne? Pač potem na človeka. In ko se širi iz človeka na človeka, je to seveda težko obvladovati. Torej, tisto, kar je, vnaprej povem, temeljno sporočilo mojega današnjega pogovora z vami, cenjeni gospodarstveniki, podjetniki, vsi vi, ki danes poslušate to predavanje, in sem hvaležna, da sem lahko z vami in delim svoje znanje in izkušnje, mi bomo morali najti sožitje s to boleznijo. Mi moramo najti sožitje zato, ker moramo ohraniti gospodarstvo, moramo ohraniti pač nek dohodek, od katerega se preživljamo, s čimer živimo, ohranimo ga pa lahko samo tako, da upoštevamo ukrepe, ki so sprejeti, in to je, da preprosto iz tega ustno-nosnega področja, od koder virus prihaja in se preko kihanja, kašljanja in govora širi pač lahko tudi daleč naokrog, tudi bom recimo v svoji predstavitvi lahko to pokazala, da mi to preprečimo. Zato recimo, tako kot je v primeru virusa HIV, bilo dolgoletno, skoraj 10-letno delo, bom rekla, javnozdravstvenih delavcev, da smo predvsem ozavestili varno spolnost in uporabo kondoma, ki je postal pač neka norma, ki jo za samoumevno sprejemamo, tako bomo tudi mi morali sprejeti, da bodo maske najverjetneje nekaj časa naše spremljevalke, ki nas ne bodo stigmatizirale, ampak bodo kazale, da smo ozaveščeni, da vemo, da delamo v dobro drug drugega, da poskušamo preprečiti to, da bi se sami okužili ali da bi mi koga drugega okužili. Vemo namreč, da 2-3 dni, preden mi sploh zbolimo, smo lahko že kužni, ali da recimo sploh ne zbolimo, pa smo kužni, ker je pač narava te bolezni takšna, a ne? In da bomo pač te ukrepe v zvezi s higieno rok, predvsem pa družbenega distanciranja, torej neke razdalje med ljudmi, vnesli v naše vsakdanje življenje, dokler ne bomo ali dobili cepiva ali uspešnega zdravila, predvsem pa tam 60-70% ljudi mora biti prekuženih, da recimo ta bolezen ne bo več tako silno nevarna. Tako da to bi nek moj tak okviren nagovor bil, preden bi mogoče pokazali, kaj so pa vendarle kužne bolezni skozi zgodovino človeštva pokazale, naredile, kako so vplivale, da bomo vsi razumeli, da ne gre za neke konstrukte, ki so zrasle v zdravniških glavah, ne? Mi bi zelo radi, da temu ne bi bilo tako in da ozavestimo, da ne iščemo več poti nazaj. Takšnega gospodarstva, takšnega načina življenja, kot je bilo še včeraj, tega jutri ne bo več, bo drugačno. To ne pomeni nujno, da bo slabše, ampak pomeni, da moramo gledati
pozitivno, z rezilienco, kot temu rečemo, z nekim pozitivno naravnanostjo naprej in poskušamo iskati nove načine. Načine, ki ne bodo tako internacionalizirani, ki ne bodo tako globalizirani, ki ne bodo tako zelo vezani na neke velike odmaknjenosti, ki bodo poskušali bolj iz domačega okolja, bolj v lokalnem okolju, bolj z ljudmi, ki jim boš recimo lažje pač zaupal, da niso bili v kontaktu z neko tako boleznijo, to delali, to širili in pač skupaj živeli. Zdaj ste mi dali odlično iztočnici za kar nekaj vprašanj, mogoče še bolj provokativnih. Jaz predlagam, da bom jih jaz prihranil in si zapolnil, upam, da do konca. Jaz predlagam, da greva na vašo prezentacijo, greva čez dejstva in bistvo, ki ste jih želeli nekako sporočiti, potem pa tudi, če so vprašanja od kakršnega iz strani slušateljev in obiskovalcev danes, zapišite jih v chat na desni strani. Imamo danes res odlično sogovornico z nami, ki bo odgovorila, mislim, da na večino vaših vprašanj in mislim, da bo debata zelo plodna. Če se strinjate, bi jaz kar začel s prezentacijo, pa mogoče greva čez to, kar ste pripravili. Lepa hvala, kar izvolite. Bom jaz tole vodil, vi pa upam, da zdaj se vidi počasi, vi pa kar povejte, ker imam jaz kontrolo čez, bo malo smešno, ampak kar izvolite. Ja, kar pojeva naprej. Torej, kaj se mi pravzaprav lahko naučimo iz preteklih epidemij? Na prvem mestu bi rada poudarila to, da so bile epidemije tiste, ki so bile najhujše grobarke človeštva skozi vso zgodovino človeštva. Da niti naravne katastrofe, niti vse vojne tega sveta niso povzročile ljudem toliko hudega, toliko umiranja, da so s tem se številne civilizacije poslovile, mesta propadla, gospodarstva popoln razkroj doživela, ampak seveda to še vedno veliko v času, ko pač še medicina je bila nemočna. Kar naprej. So prastare, tukaj imamo recimo en egipčanski prikaz, kjer lepo vidimo tole nogo, sušeno nogo in je to v starem Egiptu že otroška paraliza, a ne? Torej bolezni so prastare, stare so toliko kot je človeštvo, toliko kolikor časa je pač človek začel v nekih organiziranih skupnostih živeti, v mestih živeti, v deželah živeti, kar naprej. Vse te različne, torej kuge jim rečemo, so bile zelo različne bolezni, a ne, od prave kuge do koz, do recimo tifusov, griže, davice, malarije, pravega tifusa, sifilisa, kolere, gripe, različnih vrst gripa, ne, smo jih imeli zelo veliko, 500 let jih beležimo, 4 do 15 stoletja in o njih res veliko vemo in so te najbolj podobne sedanjim korona, različnim epidemijam, pa različne mrzlice, a ne, AIDS, SARS, MERS, Ebola, Zika, to so vse virusne bolezni, ki jih pravzaprav spremljamo skozi zadnji 200 let. In tukaj vidimo recimo v cerkvi na Sladki gori, kjer je okoli 200 slik posvečenih umiranju ljudi, da pravzaprav je to nekaj, kar nas resnično od nekdaj spremlja. Kar naprej, prosim. Glejte, jaz bi mogoče predlagala, da gremo še en posnetek, pa še enega naprej, pa potem vklopimo še naprej. Pa bi tukaj recimo lepo pokazala na tej spletni povezavi, ki jo boste, gospod Štalc, zdaj vklopili, kako pravzaprav so te epidemije skozi šle, zato ker lepo pokažejo, kaj pravzaprav so epidemije pokazale. Če bi vam to nagajalo, se lahko vrneva na prejšnja dva diapozitiva. Bom jaz pa izklopiti slajde in preklopiti. Ja, zato ker to je en časovni prikaz, kako so velike, težke epidemije se skozi zgodovino človeštva pojavljale, ne? In tukaj zdaj recimo lepo vidimo, a ne, lepo vidimo, kako recimo, koliko velike so bile, zdaj, no kar naprej lahko še potegnete, a ne? Gre dola, ne? Ja, takole, ja, še naprej. Meni tudi bolj zanimivo. Ja, takole, no takole, recimo zdaj tukaj celo vidimo, ne, kadajmo celo, tako da se cela vidi na enem, a ne. In recimo, gledajte, tole je črna smrt, ki je v sredini 14. stoletja se pojavlja, je takrat približno pol človeške populacije pokončala, takrat, če niso bile Amerike odkrite, a ne. To je bilo okoli 200 milijonov ljudi in je 4 stoletja trajalo, da je potem se populacija ponovno povrnila na prejšnjo, a ne. Trajala je približno 5 let, ja, in se je širila, torej vse te epidemije so nekako prihajale z Kitajske, tu pa tam z Indije oziroma kolere z Bengalskega zaliva, z vzhoda so v glavnem prihajale, ta je prišla recimo preko
podgan in podganih bolh, ki so bile okužene in to vedno po svileni poti. Svilena pot je bila tista, ki je iz vzhoda prihajala. To je še malo povečali, se bo malo videlo, potem recimo leta 1520 je bila potem ena ogromna kuga in sicer črnih koz, te črne koze so tudi, torej 56 milijonov mrtvih je bilo, to so strašni podatki, Potem recimo španska gripa je tretja največja epidemija v svetu, Zdaj od 50 do 100 milijonov ljudi je tu recimo upošteval, kot da je manj, v glavnem velja, kot da je bila večja kot te s črnimi kozami, In potem recimo že vidimo, je bila Justinianova kuga. Ta kuga je pa bila 165 približno leta našega štetja in sicer v Bizancu se je začela, je trajala tudi približno 3 leta, je tudi takrat do 50 milijonov ljudi pomorila, tako da tudi takrat je približno 1/3 človeštva pomrla. In tale recimo, ta je pomenila propad torej vzhodno in zahodno rimskega cesarstva skupaj in potem je v debelem stoletju in po njej, oziroma 2 stoletjih, je prišlo potem do arabske nadvlade nad evropskim kontinentom. Tako da so res pogojevali te velike epidemije, tudi se pravi civilizacijske premike, propade in tako naprej. No, potem je tukaj že kmalu pravzaprav HIV, številu pomorjenih, 35 milijonov, ampak to je skozi 40 let. Tako da recimo, če tukaj rečemo, da je bilo 5 let, to je bilo recimo 1 leto, to je bilo recimo večina teh smrti je bila v 3 mesecih pri španski gripi, tukaj pa tudi recimo v 3 letih, medtem ko to pa je skozi bližno skozi 40 let, odkar poznamo HIV, od leta, torej prvi primeri so, torej 1920 je prvič to opisano, 1958 beležimo prvega bolnika, medtem ko epidemija se je pa potem v začetku 80-ih let razširila. No, potem imamo recimo tukaj še kup, zdaj bom jaz, če daste malo nazaj, to so zdaj že meni premajhni in jih sploh ne morem prebrati, ker nazaj, če lahko premaknete, pa bova preko tistih 2 slik, da zdaj recimo se približamo tem našim sedanjim kugam, da boste videli recimo, kako pravzaprav so gripe pomembne. No, tukaj se pa zdaj že boljše videli, hvala. In tukaj recimo vidimo, tukaj pa vidimo kuge, ki so bile v antičnem svetu, to recimo je bila rimska kuga, ki je recimo 5 milijonov ljudi pokosila, potem je recimo bila recimo prava kuga tudi, ki je bila recimo v Angliji, je 1655 pomorila približno 20% prebivalstva Londona, 100 000 prebivalcev približno v slabem letu. No, potem so pa že gripe. Tukaj recimo se lepo vidi, kako so pravzaprav gripe hudo smrtonosne. Torej, vsaka velika pandemija gripe je imela kakšen milijon smrtnih žrtev, Recimo azijska gripa 58, več kot milijon žrtev. Potem ruska gripa, ki je bila 98,889, in ta je recimo starejšo populacijo zaščitila, da recimo niso ob španski gripi pomorili, jih ni pomorila, ker so bili prekuženi. Potem je recimo bila taka močna gripa tudi leta 68, 69, 70, to je bila hongkonška gripa. Torej, ves čas prihaja tam iz okolice Hongkonga, iz pokrajine Guangdong večinoma, Potem recimo kolera. Kolera je epidemija, ki še vedno traja in traja že od začetka 19. stoletja, ampak vsake toliko časa izbruhne, In recimo je tukaj ena večja epidemija iz 1817 oziroma celo stoletje, z 1 milijonom žrtev, potem so spet recimo črne koze in tako. Zdaj pa recimo prihajamo na pravzaprav zadnjih naših 20 let, kjer recimo vidimo, kako so se skozi zadnji čas zelo pomnožile te epidemije, ampak to zaradi globalizacije. Torej, vidimo recimo, da je leta 2002-2003 se je prvi koronavirus pojavil, ki je imel težko obliko, to je SARS. Približno 8 000 ljudi je okuženih bilo in okoli 800 jih je umrlo, ampak ta SARS je bil tako smrtonosen, da je desetino svojih obolelih pobil in se potem pač ni mogel širiti naprej. In tega so uspeli omejiti na Kitajskem, to je spet tam pri Hongkongu izbruhnilo, in od takrat naprej pravzaprav Kitajci nosijo maske, ker pač vidijo, so maske zaščitne. Tudi recimo zdaj, ko je v New Yorku množično so ljudje umirali, so videli, da recimo Kitajcev med njimi skoraj da ni bilo, zato ker so vsi takoj začeli nositi maske. Jaz sem se eno vprašanje. Izvolite. Večkrat poudarili, večina teh epidemij je izhajalo iz Azije. Zakaj je to tako? To recimo zdaj, torej v zvezi z gripami predvsem zato, ker se te gripe prenašajo preko ptic.
Divje ptice so tiste, to so tudi galebije, lahko labodi, lahko divje race, goske, a ne. Te so pač tiste, ki po vsem svetu letajo in te so tiste, ki prihajajo v stik z domačo perjadjo. In ti virusi preskočijo na domačo perjad, lahko preskočijo tudi na domače prašiče, ne. In se potem na Kitajskem, kjer ljudje v zelo intimnem sožitju s perjadjo in s prašiči živijo, to seveda ne velja za velika mesta, a ne, ampak recimo povsod po podeželju, od teh se potem prenese na ljudi. In recimo, ko se to prenese na ljudi, pa potem to pride recimo v velika mesta, ki imajo recimo tako kot je Wuhan, a ne, 12 milijonov, je to potem kot požar. To je grozno hitro se širi in tega ne moreš več omejiti, ne. In recimo zdaj, tukaj glede na to, da pač ljudje vse bolj prodirajo tudi v gozdove, so se zdaj ti koronavirusi začeli iz netopirjev prenašati spet na ljudi, pa tudi recimo na Kitajskem vemo, da je veliko povezanosti s tradicionalno kitajsko medicino, da ljudje velikokrat tudi jejo nam zelo čudne živali, oni pravzaprav vse, kar leze in gre skoraj, da jedo, pa naj mi tukaj ne zamerijo, če me kakšni kitajski slušatelji poslušajo, zato ker je to pač nekaj, kar dejansko drži, ampak te živali so okužene z določenimi virusi, ki njim nič ne škodijo, to so pač njihovi živalski virusi, medtem ko človek nanje ni adaptiran, na živalih so se prilagajali skozi tisočletja, ne, pri človeku pa povzročijo potem lahko celo katastrofo, ker pa človek nanje ni navajen. In recimo tukaj imamo potem ebolo, ki je med 2014 in 2016 iz opic šla na človeka, a ne, in tudi vemo, da je strašno smrtonosna, a ne, in recimo tukaj lahko takoj povem, da pri eboli so recimo vse tam Gvineja, Sierra Leone in tako naprej, tu so imeli ljudje, velike naložbe so imeli tuji gospodarstveniki in to je vse strašno upahnilo, zato ker se pač vsak tega seveda zelo, zelo boji. Leta 2009 smo imeli svinjsko kugo, to je bila tista mehiška kuga, ki se je tudi marsikdo še spominja, ker je pač ta isti virus H1N1 ptičje gripe, ki je leta 18-19 špansko gripo povzročila, se pojavlja v Mehiki, a ne, ampak takrat so bili zelo energični, tako razglasili pandemijo, zato ker so se pač ustrašili iste katastrofe, kot je bila pred stoletjem, a ne. In je potem ta svinjska gripa, tukaj piše okrog 200,000 žrtev terjala, je do 500,000 so tudi zabeležke, a ne. Tako da, skratka, recimo tukaj, če gledamo, je resno vsakih 5 let približno bilo, pa se potem še zika pojavlja, ki recimo je tukaj nimamo omenjene, pa 2006 je bila še velika ptičja gripa, tako da, torej to intimno sožitje med živaljo in ljudmi na Daljnem vzhodu je tisto, ki te bolezni prenese, potem so ta množično naseljena velemesta, potem recimo turizem, ki gre povsod po svetu, pa potem recimo zdaj Severna Italija je tudi silno bogato populirana, ne, in tudi recimo na Nizozemskem so imeli zdaj veliko težav, ker tudi med najbolj gosto naseljenimi državami na svetu, tako da to je kup nekih elementov, ki se dodajajo, seštevajo, da recimo pač pripeljejo do tega, a ne, in globalizacija, torej ta, bom rekla, ta fetiš sodobnega časa, da zadnjih desetletij, da je treba tako strašno potovati, da je treba vsak šravf delati tja, ker je to najceneje, je pač povzročil to, da recimo bolezni, ki so bile prej lokalizirane, da se sedaj pač seveda lahko globalizira. In to smo recimo ta COVID je tukaj postavljen, kjer pač ne vemo, koliko recimo bo smrtnih žrtev imel, se bojimo, da bo tega veliko zato, ker ima 2 komponenti, ki jih druge bolezni nimajo. Torej, strašno veliko kužnost in strašno veliko tudi patogenosti, mu rečemo, a ne, ali virulentnost, torej možnost ubijanja, a ne. In recimo, zdaj pri SARS-u je umrljivost bila 10%, ta je pobil svoje bolnike in se s tem samo omejil. Pri MERS-u je umrljivost 30% in se tudi zaradi tega ne bo mogel širiti toliko in je pač skamel gre na človeka, ni se pa razširil iz človeka na človeka, ima 30% smrtnost, tudi ni tako nevarana, ne. Medtem ko konkretno pri covidu je ta problem v tem, da ima to isto, torej dvojnost, kot je imel virus španske gripe. In je zato edina primerljiva epidemija, a ne, je španska gripa, nobena druga izmed teh, ki smo jih pač imeli skozi zadnji čas. Recimo eni rečejo, pa saj smo vendarle imeli HIV, se poznamo epidemije, ampak že na začetku sem rekla, da tega ne moremo primerjati, ker ena spolno prenosljiva bolezen, pa preko krvi dodatno prenosljiva bolezen je absolutno neprimerljiva. Dajmo še samo malo skozi diapozitive, lahko seveda vprašate, izvolite. Ja, večkrat se že omenili pač, da rečemo, eden od glavnih krivcev za vedno
bolj pogoste epidemije oziroma bolj razširjene epidemije je globalizacija, urbanizacija, masovna potrošnja, potovanje in podobne zadeve. Ali to pomeni, zdaj pa čisto mogoče iz sociološkega vidika, vaše mnenje, ali to pomeni, da se bomo v prihodnosti ljudje začeli bolj umikati v samo, da se bomo manj družili in da bo do digitalni stiki še bolj pogosti, kot so bili v preteklosti? Sedanja situacija kaže, da temu najverjetneje bo tako. Zdaj, kaj bi recimo lahko pomenila neka nova cepiva, ki bi jih morebiti lahko izdelali, zaenkrat ne vemo. Virusi namreč imajo torej problem z virusi je v tem, da strašno hitro se spreminjajo, mutirajo. In lahko mutirajo na blažjo obliko, recimo navadno, ko grejo tako skozi čas, običajno pač oslabijo, a ne? Se pa lahko pojavi tudi recimo neka bolj divja oblika, ker recimo tudi virus gripe, mi se že na začetku se reka, 500 let spremljamo te epidemije, a ne, so popisane, 4 do 5 jih je recimo na stoletje, a ne, 3 do 4 so recimo pandemije, torej velike epidemije, in takrat je običajno pač virus šel v neko bolj patogeno obliko, ki povzroča lahko hujše posledice, tako kot je recimo španska gripa. Tako da ali bo recimo znanost znala te viruse tako obvladati, da bi recimo nek mehanizem pri tem lahko vgradila, ki bi pač to preprečeval, tega zaenkrat ne vemo. Zato tudi poudarjam, da ta naša samozaščita in to, da recimo mi sprejmemo, da pravzaprav je maska tista, ki jo uporabljamo in da s tem ščitimo mi pred okužbo drugega na prvem mestu, drugi pred okužbo nas, da smo pri tem solidarni, je temeljna. In pri tem takoj poudarjam, maska ne sme biti stigma, maska bi morala zdaj postati fetiš. Mi bi morali biti ponosni na to, da da ravnamo samozaščitno in da ne širimo bolezni. In tako kot se recimo ostrega noža naučiš uporabljati in vsak zna nož uporabljati, tako se tudi moramo varno naučiti uporabljati masko, da recimo s tem, ko lahko recimo jo drugi okuži, zunanje strani se je ne dotikamo, jo znamo recimo in prekužiti, in prekuhati, in prelikati ali karkoli že, oziroma menjavati, ne? Tako da jaz mislim, da če se povrnem ponovno k vašemu vprašanju, gotovo bo družba na nek način glede socialnih stikov vsaj nekaj časa spremenila. Zaradi varnosti in zaradi torej ohranjanja našega gospodarstva. Sicer bomo vedno znova, tako kot se recimo zdaj v Singapuru je videlo, ko so gradbeni delavci, ki so intimno skupaj živeli v zelo majhnih prenatrpanih prostorih, takoj ustvarili 10.000 obolelih, ker pri tem je tako, ko imaš ti neko okolje, to, ker je okuženo, to potem hitro kot požar se razplamti, a ne? In recimo potem, ko pa recimo zdaj je konec pač neke epidemije, rečemo, in če ne bomo pazili, bo počasi spet to tlelo, se bo vse več teh žarišč pojavilo in na koncu bo spet en velik požar, kako velik, ne vemo, a ne? Tako da od nas je odvisno, od vsakega posameznika, kako hitro se bo bolezen širila. S tem se strinjam, ampak zelo veliko je govora danes tukaj, pa v zadnjih 2 mesecih o vseh zdravstvenih velikih vplivih, kako moramo paziti nase, pa kakšni so sindromi, ko zboliš za korono. Ampak, ali meni je malenkost strah nečesa drugega. Namreč, malo sem bral raziskave tudi v SARS-u in v MERS-u in mislim, da je pisalo, da 20 do 30% bolnikov, ki so preživeli SARS in MERS, je kasneje razvilo PTSD, se pravi Post-Traumatic Stress Disorder, ne vem, kako se v slovenščini temu reče, mislim pa, da vsi vemo, kaj mislimo, in pa anksioznost, podobne zadeve. Zaradi tega, ker jih je bilo strah, da se bo spet okužili, da se kaj ponovnega ponovi. Mogoče, ker tukaj govorimo celo o pandemiji, moje razmišljanje, pa strah je, da ker smo globalno in tudi v Sloveniji zdaj doživeli ta velik šok, to lahko se okužiš, velika smrtnost je, velika nalezljivost je. Ali tukaj obstaja strah, da bomo tudi mi, ker živimo v takem svetu, ker kot se sami poudarili, se moramo deloma izolirati, razvili ene PTSD-je, ne takega, kot imaš, če si zbolel ali pa če si bil recimo v vojni ali pa ne vem kakšen stres resno doživljal, ampak še zmeraj to je stres, to, da se jaz ne morem družiti, to, da moram masko imeti gor, to povzroča stres mojemu telesu, ker to je nekaj drugačnega, kot sem bil jaz zadnjih 40 let mojega življenja navajen. To je odlično vprašanje.
Torej, bistvo naše priprave in našega sožitja s to epidemijo je v tako imenovani rezilienci. To pomeni pozitivno sprejemanje prihodnosti. To pomeni, da moramo mi pravzaprav se naravnati na to, da ne iščemo točno takega vedenjskega vzorca, kot smo ga včeraj uporabljali tudi za jutrišnji čas, ampak da znotraj tega, kar obstaja, iščemo eno pametno in trezno sožitje. Zato tudi recimo zdaj imamo vse psihološke svetovalne službe, psihiatre, psihoterapevte maksimalno angažirane, zato ker mi se ne moremo boriti proti mlinu na veter. Mislim, to je proti vetru, ne moremo pluta, ne? Mi moramo pač z boleznijo najti sožitje, da ne bomo uničili sebe, gospodarstva, vsega, kar imamo, in recimo to, da mi masko sprejmemo kot nekaj, kar nam pomaga. To, da najdemo sožitje z boleznijo, je tista velika umetnost, ki se jo bomo morali naučiti. To se vse da. To je vse možno. Vsaka bolezen je še na nek način našla neko možnost, da recimo pač preprečimo večje zbolevanje, preprečimo večje umiranje, medtem ko to, kakšne znake oziroma kakšne posledice pa bolezni SARS, MERS, COVID bodo puščale, tega zaenkrat še ne vemo. Mi recimo zaenkrat pač imamo malo teh izkušenj in recimo napisati neko klasično poglavje o neki bolezni pomenijo res globoko poznati. Vi tudi vidite, da se spreminjajo pristopi, da se reče, zdaj masko ja, zdaj masko ne, zdaj rokavice ja, zdaj samo razkuževati roke. A veste, mi imamo opravka z uganko in neznanko z novo boleznijo. In tukaj se bomo vsi učili in bomo poskušali maksimalne izkušnje čim bolj racionalizirati za vsakdanje življenje. Tako da to, da se borimo proti temu, kar se dogaja, tam, kjer ne moremo vplivati, je trošenje energije, trošenje naših pozitivnih moči, ki jih imamo. Mi moramo znotraj obstoječega najti prave odgovore, vsak za svoje podjetje, vsak za svoje področje, vsak za tisti del, ki ga opravlja za svojo družino, za svoje prijatelje, ker s tem bomo pomagali, da bi bolezen čim prej lahko obvladali. Iskati nepreklicno stare vzorce je skoraj da iluzorno. Lepo je povedala predstojnica infekcijske klinike, profesor Lejkova, da ima 3 scenarije v glavi. Črnega, sivega in roza. Pri črnem je rekla, da pač je to seveda spet neka težka tretji val, ker tudi vse recimo te epidemije, recimo gripe, ki so bile leta 57, pa 68, pa 2009, vse so imele po 2-3 valove. To je najslabši scenarij. Sivi je tisti, da bodo pomalem pač kapljali ljudje, ki bodo ponovno se okužili, medtem ko roza je pa ta, da bi pač si virus malo premislil, pa bi malo zmutiral, tako da mi zaznali ne bi. Drugače po bolezni sami pa, glede na to, da povzroča tako težke pljučnice, prihaja v glavnem do pljučne fibroze, torej do tega, da propada pljučno tkivo, in to je tako kot recimo pri kronični obstruktivni pljučni bolezni, kjer mi vemo, da pljučnega tkiva praktično ni in ti ljudje potem živijo s kisikom. In so to seveda težke bolezni. Tako da mi se moramo truditi, da se ne okužimo. To mora biti naš imperativ. Lahko da bomo mi prej dočakali cepivo. Torej, naš namen s vsemi temi preventivnimi ukrepi je, da se ne okužimo in da ne okužimo drugega. Gotovo bo cepivo več naredilo, kot če mi potencialno zbolimo, čeprav jih samo 5% pač zboli, ampak 5% je veliko. Znotraj teh 5% je pač nekaj tudi težkih oblik. Se kdo tudi recimo potem ozdravi, ampak kakšne bodo pa posledice, pa zaenkrat še ne vemo. Dobro, imamo še slabih 10 minut, da jaz predlagam, če imamo še kaj takega na slajdih. Glejte, vi samo na hitro lahko preletite, ampak jaz bi bila zelo vesela, če recimo lahko tudi odgovarjam, ker lahko malo preletite, pa bomo videli, kaj recimo bi bilo za ljudi zanimivo. Na načelni ravni sem jaz pač kar naprej. Ja, torej recimo širjenje kuge, po celem svetu, je pač tukaj evropski prikazan, kar naprej. Tam je nič posebnega. Torej, kuge so pa čarovniške procese, zato, ker so pač hoteli preprečiti, da se ljudje ne bi. Potem recimo pri sifilisu lahko povem. Sifilis je ena izmed bolezni, ki zelo pokaže, kako recimo se je reflektirala v družbi. Kar naprej dajmo, sifilis je prišel torej z odkritjem Amerike, kar naprej v Evropo. Glejte, strašno zgleda, kar dajmo nazaj, da sliko vidijo. Glejte, torej bolezen strašno zgleda. In zaradi tega so potem recimo kup novih stvari vpeljali kar naprej v družbo. Poglejte, torej
prostitucija je bila ta glavna, ki je širila to bolezen, v glavnem je iz Amerike prišla, ne? In potem, ko so imeli eno veliko vojno 1494 v Neaplju, kjer je bila najemniška vojska iz cele Evrope, je bilo med temi vojaki 800 žensk, 500 prostitutk najnižje vrste, a ne? Ki so pač potem v Rimu so imeli strašne orgije in se ta bolezen strašno razširila. A ne? V celotnem Rimu je bilo pa takrat še 14.000 sicer španskih prostitutk, a ne? Ki so bile že okužene sifilisom in potem se je to po celi Evropi razneslo. Zdaj pa naprej, in kaj so potem recimo naredili, da so bolezen lahko čim bolj preprečevali. Čeprav je spolno prenosljiva in je seveda potem veliko manj možnosti, da se okužiš. Preprečevanje prostitucije, zaprtje javnih kopališč, prepoved puščanja krvi, rehabilitacija družinskega življenja, ponovno sprejemanje norm monogamnega zakona. Luther je pa celo predlagal ukinitev celibata za duhovnike. A ne? Da še naprej. Jaz vam tukaj mogoče malo se bomo navezali tudi na te, kaj so ukrepe sprejeli, no? Ker moje vprašanje je, se pravi, Slovenija je v zadnjih 2 mesecih praktično ustavila javno življenje. Gospodarstvo je bilo, rečemo, na kolenih, turizem vsekakor na kolenih totalno, da v šolstvu in izobraževanju sploh ne govorimo. Zadnje 2 meseca šolarji, oziroma se ne morejo izobraževati ne dijaki, ne študenti, ne osnovnošolci. Pustimo to, da lahko nadaljavo delajo, ker to ni enako. Škoda se vsekakor samo v Sloveniji šteje v milijardah in posledice bojo verjetno vidne še dolga leta. Ali so se vam zdeli ukrepi pretirani? Pa zdaj ne govorim, jaz razumem izolacijo, pa razumem maske, pa razumem umivanje rok. To mi je čisto jasno. Ampak ukrepi v smislu, da se res zaprejo šole in da se zaprejo občine, da se zaprejo kar nekaj gospodarskih dejavnosti. A je bilo to pretirano ali ne? Veste, kaj sam zaprite, kar PowerPoint, se je nepomembno, ker jaz mislim, da je važnejše, se pogovarjamo tisto, kar recimo dejansko ljudi najbolj zanima. A ne? To vaše vprašanje je silno pomembno. Torej, mi se moramo zavedati tega, da smo videli italijanski scenarij, videli smo španski scenarij, videli smo newyorški scenarij, videli smo Iran, videli smo vse mogoče, a ne? In to je bolezen, ki gre kot požar. In vsaka država se mora zavedati omejenosti svojih zdravstvenih sistemov. Vse velike epidemije so vedno znova pokazale to, da so zdravstveni sistemi seveda omejeni in da lahko zelo hitro kolabirajo. To, da ko kolabirajo, pomeni, da ljudje umirajo na cestah, da ljudje umirajo doma, da preprosto ne morejo biti deležni zdravstvene pomoči, zato ker preprosto je zdravstvo premalo. Lahko si tudi predstavljate, da recimo je zelo težko dobiti ljudi, ki delajo na infekcijskih oddelkih. Lahko vam povem, da v primeru recimo AIDS-a, ko smo ga pri nas dobili, je z infekcijske klinike odšlo 2/3 negovalnega osebja, to je bila fluktuacija zaradi strahu pred nalezljivostjo. V Italiji je umrlo 200 zdravnikov. Umrlo je 80 duhovnikov, sem slišala in tako naprej. Skratka, ljudi, ki so zelo neposredno delajo z bolniki, tako da vse to zelo jasno pove, da noben ukrep pri tem ni pretiran. Naši ukrepi so ukrepi, kakršnega so drugod po svetu sprejeli, razen recimo Švedske, ki je sprejela evgenične ukrepe. Ne smemo pozabiti, da je Švedska živela s evgeniko. Oni so pač neka protestantska država, kjer recimo se jim zdi smrt veliko bolj samoumevna, a ne, kot mogoče v tem našem tradicionalno krščanskem svetu, a ne. Švedska je tudi populacija veliko bolj razseljena z izjemo Štokholma. To je tudi res. To je tudi res in tudi zelo sami živijo, a ne. Saj veste, da na Švedskem so do leta 1973 so izvajali prisilno sterilizacijo, prisilno abortiranje vseh, ki so bili kakorkoli s kakšno dedno boleznijo obremenjeni, jih je bilo čez 40.000 teh narejenih, potem je bilo to prepovedano, Nemci so končali z evgeniko, a ne, s koncem holokausta, z drugo svetovno vojno, v sever je to tako izvajal in so pač na to navajeni bili. Leta 1973 je bilo to prepovedano in od takrat naprej, takrat so pa sprejeli zakon, da nihče ni dolžan skrbeti ali za svoje starše, ali recimo potem, ko so otroci odrasli, starši za svoje otroke in vsi živijo razseljeno, a ne. Tako da tudi recimo, če pogledate en film, je zelo dober, The Swedish Theory of Love, a ne, švedska teorija ljubezni, tam zelo jasno prikaže to in recimo je pač njihov pogled, tudi ta stoičen pogled na to, da umreš drugačen, kot recimo tukaj pri nas, kjer pač smo nekako
nekako ves čas naravnani na to, da skrbimo, še posebej seveda zdravniki in zdravstvo, za življenje, za reševanje življenj, a ne, in tudi seveda smo zelo proti evtanaziji. Tako da ti ukrepi nikakor niso bili pretirani. Bili so v skladu s vsem tem, kar je bilo po celem svetu. Razumem. Pa se mi zdi, da pač tako, kot si sama že prej rekla, ne vemo še, kakšne bojo posledice v prihodnosti, tako da bomo lahko gotovo šele čez 10 ali še več let ocenjevali, ali bi bilo bolj kaj drugačno res. Zdaj smo vsi lahko samo pametni. Ampak na drugi strani, jaz kot mlad starš, mislim, da je ogromno tlele ljudi, ki imamo otroke v šolah, vrtcih. Mi dobivamo eno mešane signale od vladi in od medicinske stroke. Na drugi strani to, kot ste rekli, ukrepi so bili nujni, potem pa na tretji strani vlada čez noč razglasi epidemije konc, praktično odpravili so vse omejitve, gremo lahko čez mejo, gremo lahko v restauracijo, gremo lahko v trgovske centre, ampak zakaj pa šolarji ne smejo v šole? Ker ti isti otroci grejo lahko na treninge, lahko grejo na javni prevoz, lahko grejo na Hrvaško, lahko grejo v trgovske centre, ne smejo se pa izobraževati. Seveda je to vprašanje, ki presega moje medicinsko področje in političnih komentarjev nikakor ne morem dajati. Zdravstveni vidik, zakaj? Zdravstveni vidik bom pa absolutno povedala. Torej, ukrepi, ki so sprejeti pri nas, niso skoraj nič drugačni, kot so sprejeti v Avstriji, v Nemčiji. Mi tradicionalno pripadamo pač germanskemu področju preko svojih večstoletne tradicije, a ne? In se pač ravnamo po ukrepih, ki so tukaj blizu. Zelo lepo ste povedali vse to o mladih družinah. Jaz absolutno to enako sprejemam in zelo dobro razumem, a ne? To so zelo težke stvari se dogajajo. Zavedati se moramo, da imamo najtežjo epidemijo po stoletju. Jaz sem, bom rekla, nisem mogla verjeti, da sem dočakala tudi kot zgodovinar medicine kugo stoletja, sem upala, da tega nikoli ne bom. Pri otrocih je sedaj to tako. Mi vemo, da so otroci tisti, ki imajo nezrel imunski sistem. In to pomeni, da oni praktično v primeru te bolezni, veste, ko pa recimo neke ošpice, bojo pa prav ti zboleli, ne? Ampak v primeru COVID-19 otroci za njo skoraj da ne zbolevajo. In recimo predvsem kitajske izkušnje, ker imajo pač več izkušenj s koronavirusi že od prej, vedo, da približno do 12. leta je temu tako, da ti otroci pač skoraj da ne zbolevajo, ampak bolezen pa prenašajo. Oni se nalezejo, oni se okužijo, oni to domov prenesejo, oni lahko starše okužijo, lahko vzgojitelje okužijo, oni lahko stare starše okužijo, v istem gospodinjstvu živijo in tudi recimo do 12. leta zato maske niso predpisane, ker ti otroci v glavnem pač sploh ne zbolijo. Ne veš pa, kateri je okužen in kateri je zbolel, razen če bi ga testiral. Ne? Tako da recimo, zakaj otroke v vrtec, to je tukaj odgovor, in zakaj nižje razrede v šolo, je tukaj odgovor. Potem recimo ti, ki so stari tam, recimo zdaj odprli so šolo, za te, ki morajo končati 9. razred in se vpisati naprej v šole in maturo narediti, ne? To so zelo pomembni koraki in zanje je to res pomembno, da naredijo, da se lahko vpišejo na srednje šole, da se lahko vpišejo na univerze, a ne? In so pri tem pač vse te ukrepe sprejeli, ki bi jih zaščitili, da se ti mladi ne bi okužili in da ne bi te okužbe prenašali nazaj v svoje družine, med starše, med stare starše, še posebej tam, kjer večgeneracijsko skupaj živijo. In so to ukrepi, ki pač omogočajo tem, da končajo svoje izobraževanje. A ne? Glede na to pa, da recimo gre v bistvu samo za en mesec, dober mesec šole še, niso vpisali ta srednjih vmes in to je isto v Avstriji, v Nemčiji, v Švici, lahko povsod pogledate, a ne? Tako da pri nas niso nič samovoljno te stvari, to je globalna bolezen. To je bolezen, ki je zaradi globalizacije nastala in ima globalno iste principe tudi varovanja, preprečevanja, zdravljenja, tudi poskušajo, kolikor pač se to že da. Tako da je recimo to, da pa je treba gospodarstvo zalaufati, ponekod so ga še bolj kot pri nas, je pa tisto, kar mora nas ozavestiti, da moramo mi vsak kot posameznik se zavedati tega, da mi sami sooblikujemo to epidemijo. In to, da mi ne goljufamo samega sebe in da mi
se ne delamo, da upoštevamo ukrepe, je edino, kar nam bo pomagalo ohraniti naše gospodarstvo. Jaz to zelo, zelo, zelo poudarjam. Mislim, da se predvsem mladi tega premalo zavedajo, se skrivoma dobivajo. Mi imamo primer recimo 24 študentov farmacije, ki so si žur naredili in je v 3 urah je bilo 21 okuženih. Ti 3, ki niso bili okuženi, so ali kasneje prišli ali prej odšli, ker so bili krajši čas v istem prostoru. Torej, bivanje v skupnem prostoru pomeni, da isti zrak vdihuješ. In recimo zaprti prostori so zdaj res postali nevarni. Zračenje enkrat na uro, ampak to bi moralo biti kot duštuk, okna, vrata odprta, da se recimo prezrači, ker virus pač lebdi v zraku. Ta virus je grozen, ta virus recimo lahko do 17 dni ostane živ. Ta virus se na kontaktnih površinah, predvsem kovinskih, ohranja lahko 7 dni. Na tkaninah tudi dolgo. Zato je treba tako čistiti tudi površine, čeprav največja verjetnost je, da se boš okužil iz zraka, ker pač gre preko dihal. A ne? In da recimo torej, tam predvsem, ker je nekdo pač dejansko okužen, ni pa nujno, da je bolan, ker pač vemo, da ne pokažeš teh znakov. A ne? Marsikdo ne pokaže znakov. Tako da, gledajte, lifti so nevarni. Ne me narobe razumeti. A ne? Vse, kar je recimo skupnega, recimo prijemanje v avtobusih vseh teh skupnih držav, potem recimo na stopniščih opor, potem recimo vozičkov v nakupovalnih centrih, a ne? In tako naprej. In mi, pametni ljudje, človek je pametno bitje, ampak, veste, spreminjati navade je najtežje na tem svetu. To, da se ti navadiš, da preden boš karkoli delal, veste, ti lahko vse mogoče, torej prideš domov, si najprej temeljito opereš roke, se razkužiš, jaz vam povem, da jaz tudi poinhaliram, ko pridem domov, si naredim krop, ker to recimo tudi na vzhodu popularizirajo, si naredim krop, se pokrijem čez glavo, dam par kapelc eteričnega olja, recimo met ali pa kaj takega in 5 minut inhaliram, s tem ustno votlino prekužim, s tem globoko v nos vdihnem, 10krat na eno nosnico, 10krat na drugo nosnico, da prekužim nosne votline, da prekužim torej sinuse zgornjih čeljustnic, sinuse čela, a ne? In tukaj se virus najprej razmnožuje in potem gre zade po Eustahiji cevi naprej v pljuča, a ne? In potem pogrgram po skupino joda. In to je odlično, ampak mi to znamo. Izvolite. Nažalost nam je zmanjkalo časa, ampak mislim, da ste odlično zaključek naredili. Gospodarstvo ali pa naše življenje se bojo morali spremeniti. To, kar smo imeli na začetku ali pred virusom, ne bo več tako. In tako, kot ste zdaj na koncu povedali, pač moramo najti način, kako bomo z virusom sobivali, dokler pač bo to nujno in temu prilagodili tudi svoje načine življenja in svoje vedenje. Tako da jaz mislim, da to je en super zaključek. Kot rečeno, nažalost nam je zmanjkalo časa, ura, tegnila sem malo za 10 minut, ker smo tudi kasneje začeli. Hvala. Ampak jaz sem pripravljena na kakšno vprašanje odgovoriti, če bi ga še kdo imel. Jaz mislim, sicer sem odgovoril, kar je bilo. Jaz mislim, da če bo še kakšno vprašanje, bomo tudi po mailu probali odgovoriti. 1 ura je skoraj mimo, tako se je rekli, treba je prezračiti prostor in biti zdrav. Hvala, ker ste bili danes z nami. V petek nas čaka že novi webinar. V petek bomo govorili bolj digitalni temi, digitalizacija B2B poslovanja. Z nami bo Jaka Kladnik iz Betra. On je že par let eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju B2B marketinga, agilnega pristopa in bo govoril o njegovih izkušnjah in praksah iz preteklosti, kako B2B, ki je tipično nekako temeljil na osebnem poslovnem stiku in konferencah in srečanjih, sedaj vse to preseliti na digital in kljub temu vse. Še enkrat vam, gospa Zvonka, hvala lepa za danes. Hvala za povabilo. Pogovor in hvala vsem udeležencem. Ostanite zdravi. Tudi vi. Nasvidenje.